Dober dan, Alenka Stanič. Nekega dne sem v knjigarni Konzorcij ugledala knjigo Ženska proste reje. V tistem momentu me je pravzaprav presenetil ta naslov in sem rekla, ampak to mi je tako nek znano, mogoče sem pa jaz ta ista, in sem to knjigo takoj vzela v roke in takrat si prišla mimo tudi ti in smo se spoznali in ugotovili, ja, to je to. Torej, ta knjiga, to je tvoj prvenec. Je tako. Ta knjiga je mene spremljala kar nekaj časa, predvsem zato, ker sem zelo veliko razmišljala o stvarih, o katerih si pisala noter. Seveda, povedala si mi tudi, sem te morala vprašati, katere šole si naredila in si me res prijetno presenetila z, kako bi rekla, svojim blazno širokim diapazonom znanja. Biologinja, antropologinja, se pravi, biologinja po diplomi, antropologinja na magisteriju in pa interkulturne znanosti na doktoratu. Sem prav povedala? Ja, interkulturni študij, ja. Interkulturni študij, ko me izgovorim, toliko je kunšten. In potem še eno presenečenje takoj na prvih straneh, se spomniš, takrat sem te takoj poklicala, Alenka je Šiškarca, tako kot jaz. Opisovala si Šiško izpred 50 let, mogoče še kakšno leto več. In jaz sem se poskušala spomniti svojega otroštva, kako smo preživljali v naselju, kakšen vrvež je bil, polno otrok. Kje so bili starši, tako kot so danes? Mi lahko iz vseh tvojih študijev sam nekaj poveš, kakšna je razlika med vzgojo takrat našo pa vzgojo danes. Katarina, hvala za povabilo k temu pogovoru. Veliko mi pomeni, ker pač je to moja solo avantura in vsak tak naklonjen podpornik mi res izredno veliko pomeni. Tako da, hvala ti. Hvala. Kar se tiče Šiške, ker takoj si me močno izzvala, moram reči. In naj takoj na začetku povem, da seveda Ženska proste reje ni avtobiografski roman, ker sem pa amaterska kako se temu reče, piska, ne bom rekla pisateljica. Sem si seveda pomagala pri ustvarjanju okvira zgodbe za stvarmi, ki nekako so v mojem spominu. In Šiška je sigurno en kraj, ki je meni ljub, ki se je zelo spremenil, kot se je seveda spremenilo vse. In ta svoboda, ki smo jo kot otroci, mestni otroci, recimo malo za obrobja, doživljali na teh travnikih, na teh gradbenih jamah, na drevesih, ki starši sploh niso pravzaprav bili v skrbeh za nas, ker so nam zaupali, mi smo tudi sami sebi imeli možnost zaupati, ker nas ni neprestano nekdo preganjal. In mogoče je to ena stvar, ki je bila drugačna. Več zaupanja je bilo med ljudmi, tudi med starši in otroki. Zdaj se vse blazno kontrolira, vse je na minute preštet, vse se nekam usmerjeno deluje, skozi so ene naloge, skozi so eni cilji. Takrat smo pa imeli čas raziskovati. Ne vem, če sem odgovorila, ampak absolutno, to se ja. mi zdi. Sam zanima me, če v vašem naselju, ker sva le se vzgajali v sosednjih naseljih, če v vašem naselju tudi so starši rekli, pridi domov, ko se bojo lučke požgale zvečer. Ja, mogoče, ja. Mogoče je bilo kaj tacga. Prid, ko bo tema, pridi domov. Tako, nekaj tacga je bilo, no. Ja. In redko smo pozabili domov. Ne, smo prišli. Pri meni je bilo vedno še to, deli kar hočeš, dokler boš v šoli vse v redu peljala, imaš vso svobodo. In jaz sem vedela, da če naredim tisto, kar od mene pričakujejo, da potem absolutno tudi jaz lahko delam, kar hočem. In to mi je bilo zelo všeč. Hvala ti za opis moje in tvoje osnovne šole Valentina Vodnika. Torej, prepoznala sem jo, ne da je omenila ime šole, kajti na tej šoli so zgoraj citati Valentina Vodnika in je res legendarna za vse tisoče in tisoče ljudi, ki smo tam preživljali osnovno šolo. Zdaj me sam zanima ta vzgoja otrok. Takrat, ko je bilo zaupanje,
Zdaj, ko zaupaš samo svojemu otroku, pa malo manj zaupaš sosedovemu, zato ga je treba nadzorovati, da ne bi sosedov kaj naredil. Kakšno družbo to ustvarja? Ja, mogoče sem tukaj še malo bolj pesimistična kot ti, ki praviš, da ne zaupamo sosedovemu otroku, ne? Pogosto tudi svojemu otroku ne zaupamo. In s tem pravzaprav mu ne daš možnosti, da bi se izkazal s svojimi odločitvami. To kasneje seveda povzroča kar precejšnje zadrege v življenju, tudi tem najprej mladim ljudem, pa potem tudi odraslim. Ne? Ker če se nisi imel možnosti zmeriti svojih sposobnosti na takih nedolžnih stvarih, kakor je, kdaj prideš domov, pa imaš slučajno strgane pa umazane hlače, ali pa če si kdaj zaklel v pričo staršev, kaj tacga. Mislim, to so majhne stvari, ki jih je dobro strenirati, ker pravzaprav nimajo nobenih hudih posledic. In če se ne moreš na majhnih primerih naučiti, potem velikim primerom in velikim bolj zahtevnim in odgovornim situacijam nisi kos. Tako da, kaj jaz vem, hitro znamo reči, ja, te generacije so pa take, pa take, pa take zdaj. Jaz moram reči, da v generacijo moje hčere, to so zdaj 25-30 letniki, 25, me se zdijo čist drugačni, kot smo bili mi. Blazno z veseljem jih opazujem. Veliko upanje zame so, ker so toliko drugačni, da znajo spremeniti svet. Vse ga bojo mogli, če bojo hoteli preživeti, glede na zapuščino, ki jim jo mi puščamo, imajo velike naloge. Moram reči, da je tudi moja izkušnja z obema hčerama taka, da imata dobro družbo, da se enostavno kvalitetno družita. Ja. To se mi zdi zelo pomembno v življenju. Pa vendar bi šla še na eno vprašanje. Torej, ta vprašanja so delno iz knjige, se opravičujem, delno so iz knjige, delno so pa enostavno se mi je zdelo, da moram malenko vprašati, ker dobim odgovore. Tako da knjigo si preberite sami, o zgodbi ne bova danes govorili. Ne, a je v redu? Ja, seveda. Zdaj, jaz se, recimo zdaj, če še vedno izhajam iz te družbe, iz tega našega naselja, vse te ljudi, s katerimi smo se takrat igrali, še vedno smo na nek način povezani. Ne, da se družimo, tako kot se družimo z novimi prijatelji ali pa s prijatelji, ki si jih potem bolj trdno zasidral, ampak smo se veseli en drugega. Še vedno pravim, mi smo tim. Zdaj pa mene zanima, to družbo, ki opazujem širše, pa se mi ne zdi več povezana. Itak vemo, da ni povezana. Ni razdeljena niti na dva konca, ampak na precej njih. A nismo počasi postali en tak skupek posameznikov? Ja. In kam to pelje? In ali imaš morda kakšno primerjavo v naravi? Ja, hvala, da si me izzvala in mi dala iztočnico tudi za to, da malo o biologiji in o naravi kakšno rečem. Jaz zelo pozorno in pogosto pravzaprav pri tem poslušanju slišam mantro, treba je sebe postaviti na prvo mesto. Vedno in v vsakem trenutku imaš pravico, da si ti na prvem mestu. Ja, ampak moja pravica se pravzaprav konča tam, ko trči na pravico drugega človeka. In če samo sebe tako, bom rekla, egoistično neguješ, potem zgubiš stik in zgubiš občutek za druge ljudi. In postaneš osamljen. Zelo si na prvem mestu, pa kar naenkrat ugotoviš, da si zelo osamljen. Alone on the top. Ja, in to nas pravzaprav, to okolje, ne? Pa nisem nobena huda pristašica teorij zarot, razen seveda, da mislim, da Američani niso bili na Luni, ne? Dobro. Malo heca, ne. V glavnem, to postavljanje sebe stalno na prvo mesto in zadovoljevanje svojih potreb brez razmisleka, kaj to pomeni za druge ljudi, vodi v osamljenost. In osamljenost ima za nujno posledico to, da si prestrašen, da se začneš bati okolice,
In če se bojiš, si pa lahka tarča za manipulacijo. Tako da jaz zelo ne vem, upam, da se bo ta človeška narava po sodelovanju spet bolj izrazila, ker človeštvo je prišlo sem, kjer je, z vso to tehnologijo, z vso to kulturo, kjer smo zdaj, samo zato, ker smo sodelovali v preteklosti. Noben ne more sam pogruntati ogromnih stvari. Več ljudi lahko pa prispeva k skupni zadevi, ki potem postane velika in pomembna. Iz narave, ne vem, zelo se zabavam in zelo veliko tega tudi še vedno berem. Tako je ta neoliberalizem zelo površno pravzaprav prevzel iz narave tisto, kar mu ravno paše. In se pravi to, da je tekmovalni odnosi, da so tisti, ki vodijo k napredku. Kaj pa fair play pa to? Čakaj. Ampak v naravi je tako, da seveda tekmovalnost je eden od oblik odnosov. Ampak v naravi je odnos, ki je najbolj honoriran na dolgi rok, sodelovanje. In osebki in vrste, ki imajo ta način, so na dolgi rok uspešnejše in preživijo. Tako da sodelovanje je tisto, kar lahko naredi spremembo, tudi za nas. Rada berem o telih nam zelo podobnih bitjih, človeku podobnim opicam. Neoliberalni kapitalizem zelo rad gleda šimpanze, kot tiste, ki so nam najbolj podobni. So agresivni, imajo alfa samce, pobijajo mladiče, vse to počnejo. Ja. Meni so mnogo bolj všeč bonobi. To so tudi človeku podobne opice, z njimi smo si menda genetsko še malo bolj podobni kot šimpanzi. No, oni imajo čisto drugačno družbo. Oni sodelujejo, si pomagajo. Zdaj, zelo pomemben je, kako imajo spolne odnose. Bonobi jih imajo skozi in z vsemi. In tukaj je en trik, ker ko ti ne veš, čigav je tvoj mladič, ne? Oziroma, a je ta mladič mogoče tvoj, potem ga ne boš ubil. Ne? In to vodi v neko tako bolj sodelovalno in tolerantno družbo. Vem, da to, kar zdaj govorim, da je nepredstavljivo, predvsem, ker smo tako močno tudi na tem prostoru zgodovinsko in kulturno pravzaprav usmerjeni v to monogamijo, en partner za celo življenje. Če se to ne zgodi, je cela katastrofa in tako naprej. Ne. Tako da jaz ne vem, v 14. stoletju je mogoče monogamija še šla, ker so živeli 40 let, ne. Pa si 20 let zdržal z nekom. Zdaj pa živimo 80 ali pa 90 let, se je pa to partnerstvo, če se začne zgodaj, podaljšalo na 70-80 let. Oba v paru morata biti kar zrela, rada se morata imeti, pa predvsem strpna morata biti, da se to izide. Ne. Tudi to se moramo nekoč v mladosti naučiti, te strpnosti. Ja. Ki jo pa danes, ko gledam starše, ko v gruči otrok čuvajo te otroke, zelo pazijo na tega svojega in ga celo učijo, ti ga kar udarčijo on tebe. Ja. Tudi to obstaja. Pred blokom vidim marsikaj. Ja, žal. Zgodovino si omenila. V samem romanu je tudi ena od teh zgodbic, kako je od glavne protagonistke ded bil med drugo svetovno vojno zaprt. In to je spremljalo družino še desetletja. Kako take stvari, pa to je bilo, res je bila krivica, vsi vemo, da so se krivice dogajale takrat. Vojna je grozna in vojna, za moje pojme, ne prinese zmagovalca. Vsi so poraženci. Tako. In če bi iz tega izhajali, bi bilo mogoče lažje. Ampak kako to vpliva pravzaprav na razvoj mladega otroka, ki sploh ne ve, kaj se je dogajalo pred desetletji? Ja, pač res je, da sem tej junakinji položila v zibko eno tako zgodbo. Zato, ker sem hotela pokazati, da pravzaprav tudi okolje, iz
katerega izhajamo, z sporočili, ki nam jih da v zgodnjem otroštvu, precej zaznamuje, kako mi oblikujemo podobo o sebi, o drugih in o svetu. Ne? In druga stvar je, da seveda se tudi ne dogajajo v življenju samo lepe stvari, ne glede na to, kako zelo bi si to želeli. Morda mi je uspelo pokazati, da se tudi težke stvari, ki se zgodijo v družini ali pa so se zgodile v preteklosti prednikom, da se vseeno da nekako, bi rekla, naslednjim generacijam predati na način, da jih ne poškodujejo trajno. Ne, da se pred njimi kaj skriva ali pa zavija v celofan, ampak da se jim da informacijo na način, da si tudi sami lahko ustvarijo eno mnenje o tem. Ne, da se jim reče, to je bilo tako in ti drugače ne smeš misliti. Ne? To se mi zdi najhujše, kar lahko narediš enemu otroku. To je res. Ja. To je res. Na splošno je družina zelo pomembna in ženska prostora je imela fantastične starše. Nekako sem videla tudi svoje. Dali so ji svobodo, dali so ji ogromno znanja, dali so ji tisto ljubezen do narave. Z očetom se je ogromno pogovarjala, tako kot jaz. Kaj pa, če si mojo zgodbo pisala? Nikoli se ne ve. Pa vendar bom vprašala eno stvar, ki sem jo povezala skupaj. Torej, ženske prostoreje, recimo, da so močne, običajno so to močne ženske. V tej družbi pa me zanima tvoje mnenje, a bolj pridejo skozi princeske, princi, ki so bili vzgojeni v vatki in so bili naučeni pozabiti na vse okoli sebe. Tam gor je tvoj cilj. Ali ženska prostoreje, ki pove tako, kot misli. Ja, zelo zvita vprašanja mi postavljaš, moram reči. Ne vem, vse zato, ker tudi mene intrigirajo. Ja. Katarina, zdi se mi, da je vsako stvar možno pogledati z različnih zornih kotov. In jaz upam, da imajo princeske občutek, da so zbrale pravo pot in da so zmagale v življenju. In po drugi strani seveda upam, da ženske, ki niso princeske in hkrati tudi moški, ki niso princi, ki hodijo bolj po svojih poteh, da imajo tudi oni občutek, da so prav naredili in da so zmagali v svojem življenju. Jaz ne morem soditi pravzaprav drugih, ker pojma nimam, včasih še zase ne vem, kaj si želim, pa kaj mi je prav, pa kaj mi ni. Včasih imaš ene občutke, ampak se izkažejo za zelo napačne v resnici. Tako da za druge, jaz sem samo vesela, če vidim kakšen nasmejan obraz in če vidim koga, da je res srečen. Včasih vidiš kakšno princesko z zategnjenim nasmehom, takrat seveda rečeš, joj, mogoče bi bilo pa za njo boljše, da bi včasih stopila malo tlele v tale blat, ne? Pa se povalala, pa še kaj izvedla v življenju. Ne? Pa ja, se osvobodila v resnici. Ja, recimo, kaj pa vem. Vsaj sprobala nekaj drugega. Ne? Princeske steznike nosijo. Okay. Zdaj greva pa še na tvoje sedanje delo oziroma to, kar ga verjetno opravljaš že zelo dolgo časa, to je kadrovanje. Ne? Ti si na tem kadrovskem področju zelo, zelo cenjena. Zanima me tako zelo generično vprašanje, kakšen bi moral biti vodja? S tem imam v mislih odgovor na vse nivoje vodij, se pravi tisto temeljno načelo vodje. A je to vojak, a je to materinski tip? Ja, v vojski mora biti vojak. Se mi pa ne zdi fajn, da je ta neoliberalni kapitalizem mnoge modele, ki jih je razvila ameriška vojska, pa še kakšna druga, prenesel v gospodarstvo, ne? V korporacije in tako naprej. Sej po eni strani je res, če je organizem tako ogromen, kot je ena multinacionalna družba, si predstavljam, da mora biti hierarhična, da mora biti poročanje, da mora biti vse to.
ampak jaz si mislim, da tudi dinozavre odpihnali, ker so bili preveliki za to okolje, pa bo tudi te nenormalne tvorbe. Tako da, kar se tiče vodij, samo ena lastnost je tista, ki naredi vodjo. In to je spoštljiv odnos. Znanje, izkušnje, vse to pridejo zelo prav. Ampak čist nič ne pomagajo, če vodja ni spoštljiv do ljudi. Ampak to pomeni ne samo, da govori, jaz te zelo cenim. Spoštljivost se kaže z dejanji, z vsakim pogledom, v vsakem stavku, z vsako gesto se izkazuje spoštovanje. In ljudje, ki to delajo, pa še hudiče to, ki se tega ne da naučiti, ne. To ti noben trening ne more dati, zato ker to so stvari, ki jih dobiš doma. V nemško govorečem prostoru se reče temu Kinderstube. Najbolj zgodnji del otroštva, kjer se formirajo ta temeljne vrednote. Če v družini tega ne vidiš, ne izkusiš, ne dobiš, boš težko, ne rečem, da je nemogoče. Se tudi kdo sam prebije do tega, ampak neizmerno težje mu je. Tako da spoštljiv odnos je deviza, najmočnejša deviza vodij. Se mi zdi, da je to ne samo pri vodenju, to bi bilo lahko tudi kar v partnerstvu, pa v starševstvu, pa posod. To se mi zdi ta glavna stvar. Ja. Spomnila sem se zdaj, ker sem pač dala dve primerjavi, je to vojak ali je to materinski odnos, ti si rekla spoštljiv. Spoštljiv vojak. Me je presenetil podatek, da na Portugalskem je vodil to koronsko krizo general in so ga vsi spoštovali, ker je on njih. Vidiš. In to je pa bil general. To res deluje. Mislim, to spoštovanje. Ker spoštovanja ne moreš si kupiti, ne moreš nič. Spoštovanje ti morajo podeliti. In če se ti ne obnašaš spoštljivo do njih, ti ga ne bojo. Lahko se te bojo bali, lahko te bojo tolerirali, lahko pač te bojo ubogali. Ampak to je vodenje na formalnem nivoju. Imaš formalno moč, nimaš pa socialne moči. To je to, ne. Je bolj na kratki rok to vodenje, verjetno. Ja, pač, ali pa na dolgi, pa je muka za vse. To pa ja. No, ženska proste reje sem jo jaz nekako opisala pametno, razgledano, ima zelo jasna stališča, visoke standarde, pa me zanima, a ženska proste reje zlahka dobi prijatelje? Ja, zlahka, zato ker pravzaprav je Mirna zelo transparentna. Ona nič ne bluzi, nič ne motovil, nič ne skuša preveč ugajati in zato daje od sebe jasna sporočila. In komur je všeč taka, kot je, se bo probal ji približati. In če tudi on njega sprejme, potem se to zelo hitro zgodi. Ker je pač te meglice ni toliko veliko, no. To je prednost, ne, v resnici. Ja, seveda, hitro veš, pri kom si. Pri čem si, ja. In še nekako za zaključek bi vprašala, kako si želi preživeti starost ženska proste reje? Predvsem v tej luči, kako je odnos družbe naperjen proti starajočem delu svojega prebivalstva. Se pravi, osebno in družbeno. Ja. Mirna si želi pravzaprav ostati aktivna. Tudi v poznih letih oziroma proti koncu romana se vedno bolj nekako oddaljuje od sebe pa od tega, kar bi njene osebne potrebe zadovoljevalo, pa proba razmišljati, kaj bi ona lahko naredila za to, da bi prispevala družbi, v kateri je zrasla, kjer ima prijatelje, kjer je hodila v šolo, pa predvsem to, da se njen zorni kot zelo razširi.
Ne vidi samo lokalnega tega okolja, ampak razmišlja o stvarih, kaj bi lahko naredila, da bi bil svet vsaj eno pikco boljši, ne eno pikco slabši. Vsekakor to pogovarjanje, razmišljanje, ne vem, kakšen drevo posaditi ali pa 2 ali pa 5, pa močno kričati, kadar kje kakšen drevo sekajo po nepotrebnem, kar je vedno nepotrebno. Ne vem, tukaj za konec nimam enega takega spektakularnega odgovora. V glavnem, mirno sprejema življenje, nobenih velikih dram ni več. To je tisto. Sam razgleduje se tam po travhod, po gozdu, v gledališče kdaj pride še. To je pa to. Super. Zdi se mi, da je to res kakovostno preživljanje časa potem, ko bo Mirna v penziji. Mirna ne bo v penziji. Ne. Bo statusno v penziji, ampak tako. Bo aktivna. Ja, tako. Alenka Stanič, najlepša hvala za tale pogovor. Mislim, da bova še velikrat skupaj se pogovorili o kakšnih stvarih, ki me bojo zanimale. Vsi ostali poslušalci pa vabljeni v knjigarno Konzorcij, kjer bo knjiga zagotovo vedno na voljo. Lahko pa, ker časi vendarle niso tako fajn za hoditi okoli, lahko kupite knjigo tudi na mk.si. Hvala lepa in se vidimo v Konzorciju. Hvala, Katarina.